Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije na svetu živi več kot milijarda ljudi z določeno obliko oviranosti, kar predstavlja približno 15% svetovnega prebivalstva. Invalidi in osebe s posebnimi potrebami se še vedno soočajo z diskriminacijo, omejenim dostopom do osnovnih storitev in priložnosti ter s pomanjkljivo vključenostjo v družbene procese. Ampak mi danes opozarjamo in spodbujamo dobre zgodbe. Zato se zdaj povezujemo z našo terensko ekipo in že drugič danes je z nami Karin Sabadin. Dobro jutro. Dobro jutro, Monika, dobro jutro, Slovenija. Ja, smo tu na Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije na samem sedežu in z nami je že Gašper. Lepo dobro jutro tudi vam. Dobro jutro. Skupaj smo zato, da predstavimo poseben projekt, s katerim bomo družbo še bolj okrepili v tej zavesti, da smo pravzaprav vsi eno. Povejte nam, kdaj ste z njim začeli in kdaj bodo izmerljivi ti konkretni podatki, ki kažejo o tem, kaj ste z njim dosegli. Tako je, gre za evropski projekt, katerega pilot je bil narejen že leta 2016. Ena izmed pilotnih držav je bila tudi Slovenija. Sedaj od letošnjega začetka leta pa vse do oktobra naslednje leto pa s tem projektom nadaljujemo mačkan širše kot v prvotnem smislu. Gre za vse slovensko akcijo zaveščanja o socialnem vključevanju invalidov, kjer v bistvu gre za en tak evropski projekt, ki vključuje raznovrstne aktivnosti, da družbo zavestimo po eni strani, po drugi strani pa v družbo vključimo invalide. Povejte nam še to, kaj pa lahko vsi mi pravzaprav naredimo za to, da bi se res počutili kot eno, da ne bi se nekateri počutili odrinjene na rob, kajti vemo, da smo skupaj močnejši v vsakem primeru. Tako, drži. Ne glede na svoje zmožnosti se je treba zavedati, da smo na koncu dneva vsi samo ljudje. In invalidi niso popolnoma nič drugačni od nas. Imamo podjetnike, imamo umetnike, imamo paraolimpice in v bistvu je lepo, da jih pozdravimo, da jim pomagajo, če to potrebujejo. Saj nikoli ne vemo, kdaj nesreča lahko doleti nas in pristanemo tudi mi na invalidskem vozičku, gluhi, slepi ali kakšna druga oblika. Ja, samo trenutek je. Lahko. Res je. Tisti, ki naredi razliko v življenju, nekoga bova še predstavila. Primoža, boste vi? Drži, lahko. Greva kar v sosednjo pisarno. Predstavil bom mojega sodelavca, samostojnega strokovnega sodelavca Primoža Jeraliča in tudi nekdanjega paraolimpica, ki je bil v Riju na paraolimpijskih igrah. Živjo, Primož? Ja, lepo zdrav. Me veseli. Rekli ste, da ste na nek način imeli srečo, da danes lahko tu delate. Zakaj? Ja, res, na nek način sem v srečo, zaradi tega, ker sem se poškodoval šele ob koncu študija, da sem lahko doštudiral tisto, kar sem želel, da sem si pridobil neko izobrazbo, da sem lahko konkurenčen na delovnem trgu in da dejansko se lahko vključujem. Kaj pa to? Takoj smo opazili, da imate to verjetno neko posebno orodje za raztezanje. Ja. Skratka, delovno okolje je za vas prilagojeno. Tako je, delovno okolje prilagojeno mojim potrebam. To orodje, ta oprema pa je stojka, kjer se noter postavim na noge, zaradi tega, da se raztegnem in vmes lahko tudi pogledam kakšen mail in sestavim kakšen dopis. Vse imate tu odprto, kaj pa vas zaposluje ta trenutek najbolj? Ja, ta trenutek, včeraj je bil 3. december, Mednarodni dan invalidov, tako da ravno kar dopolnjujemo objavo in sicer zahvaljujemo se vsem občinam, ki so pristopile in prižgale vijolično luč in na ta način tudi izrazile neko podporo vsem invalidom in tudi to je del vključevanja, socialnega vključevanja invalidov. Pa smem še na kratko, kako se pa vi počutite kot del družbe? Vključeni? Bom rekel tako, ozaveščenost o vključevanju se izboljšuje. Nismo še tam, kjer želimo biti. Verjamem, da se bo ta preklop v glavi enkrat zgodil in zato smo tudi mi tukaj, da stvari pospešimo in da tudi povemo, da tudi invalidi smo samo ljudje. Najlepša hvala, Primož, da ste bili to jutro z nami. Zaključujeva Gašper. Imava povabilo, sicer za januar, ampak že sedaj si lahko to zapišemo v koledar, kajti trudite se, da s svojim projektom čim bolj pridete do ljudi.
Tako, drži, projekt vključuje različne aktivnosti, od minišole nastopanja za invalide do pridobivanja imetnikov, ponudnikov kartice. Ena izmed aktivnosti pa je tudi potujoča fotografska razstava Nič drugačno življenje. In z veseljem gledalce in gledalke vabim januarja v desni atrij Mestne hiše Ljubljana, kjer bo na ogled 25 fotografij, 25 oseb z različnimi oblikami invalidnosti, ki so vsi uspešni športniki, podjetniki, plesalci, pevci, pa lahko bi še veliko naštevala. Najlepša hvala za tole druženje. Vse dobro vsem vam in mahamo, torej v nov dan, mi se znova oglasimo, takrat v 3. uri s povsem drugo temo. Zaenkrat pa hvala, da ste še naprej z nami.